Beletrina v živo. Lep pozdrav vsi zaljubljeni v knjige. Vemo, da so knjige, ki ti pridejo v sanje, so knjige, zaradi katerih se zbudiš popolnoma drugačen in mogoče bolj spoznaš samega sebe. In so knjige, ki so vse to, kar se pravzaprav ne da opisati. In to je Aleksandrijski kvartet. In z mojo gostjo, Manco Košir, se bova pogovarjali o knjigi, v katero sva se vsaka v svojem času zaljubili do konca. V različne izdaje. Moja je bila recimo iz Antikvariata, prevod Mire Mihelič. Tudi to knjigo imam doma, je veliko bolj popacana že. In po tvojem nasvetu, Manca, sem jo začela podčrtovati. To je edina knjiga, ki sem jo podčrtovala. Res? Ja, ker so bili stavki tako enigmatični in tako sladostrastno napisani, tako genialni, da sem jih morala imeti napisane in izpisane. Zdaj pa izide pri založbi Beletrina in komaj čakava še to verzijo. Ja, mislim, da je že zunaj. Ravnokar. A je ravnokar? Vidiš, imaš še boljše informacije. Ja, ravnokar, in to me zelo veseli, kajti knjige, ki so večne, morajo biti vedno na zalogi. Ne sme biti nobene pomembne knjigarne, kamor prideš in ne bi imela Direlovega Aleksandrijskega kvarteta. Vesna, dovoliš, da ti povem, kako je v moje življenje vstopil? Zelo dovoljim in me to tudi najbolj zanima. Lawrence Durrell, knjiga Aha, Durrell moramo reči. Ni nujno, jaz sem dostikrat govorila Durrell, ne vem zakaj, zato ker je, ampak zato, ker je Lawrence Durrell. Ker je Anglež in si pravilno govorila, jaz pa, meni pa na francosko potegnil. Meni je tudi na francosko, saj to pravim. No, pomembno je, da veda naslov, ki ga ne gre pozabiti nikdar. Jaz sem to knjigo dobila prvič v roke davno, ker sta v mojem življenju dva pomembna moška, ki sta na nek način moja duhovna sopotnika. En je Marjan Rožanc, za katerega vemo, ja. Drug je pa slikar Jože Civha, za katerega pa ne vemo. A Vitomil Zupan pa spada v drugo kategorijo? On spada pa vsem drugo kategorijo, ker z njim se nisem pogovarjala o knjigah, ampak o njem. Z Jožetom Civho sva pa vedno govorila o knjigah. In on me je napotil na to mistično literaturo. Si brala Uspenskega Manca? Nisem, sram te bod. Sem ga prebrala. Si brala Gurdžijeva? Nisem, sram te bod. In nekega dneva mene Jože Civho vpraša: Manca, saj si brala Aleksandrijski kvartet? Nisem. Bil je pa vsem zgrožen, je šel v svojo knjižnico in mi ga posodil. Kdaj je bilo to? Davno. Približno. A je to 30 let, a je to 25 let, saj ne vem. Ne vem. No, in potem sem ga jaz prvič brala in moram reči, da sem bila zadeta, omamljena, ker to ni samo knjiga, ampak to je tudi en film, v katerega ti vstopiš. In potem se premikaš po teh aleksandrijskih ulicah, javnih hišah, skritih sektah, kabarejih, vrtovih veleposlanikov, hotelu Cecil z ogledali, kjer sta se spoznala pripovedovalec in najverjetneje tudi Lawrence Durrell sam, in fatalna ženska ona. Ja, in ona. No, in seveda me je ta ona najbolj fascinirala, tako da sem si najbolj zapomnila prvi del. In sploh nisem hotela drugega prebrati zares, ker to kriminalko, v kateri ona sodeluje in v tej funkciji tudi spoznava moške, se druži z njimi in tako naprej. Ne. Ona mora biti usodna ženska in pika. No, potem je drugič išel po natis te knjige, mislim, da 2003. leta. Ja. To se še spomnim. No, in sem ga ponovno brala. Ampak zdaj sem pa lepo pošteno prebrala vse 4 zgodbe. Vse 4. Zdaj pred najnim pogovorom.
Ne, takrat 2003. A ja, takrat prvič si samo eno. Ne, prvič sem prebrala vse, ampak samo v eno padla. In ohranila tisto Justin v spominu in nisem hotela... Ampak mogoče bom sam pristavila, ne? Ker se pa mene tiče ta Justin, ravno tako sem padla omamljena v ta gost teh besed, metafor pesniških, ki te počasi pelje v neko norost. Nekaj podobnega sem doživela pri Dostojevskem, ampak gre tukaj za eno drugačno vrsto magije. Ne? Nekateri tudi pravijo, da je njegov stil celo preveč obložen, preveč baročen, ampak on s tem jezikom nekako zaklinja, ne? Se mi zdi interes, na čisto druge čute deluje ta knjiga. Ne? To so muslimanske arabske dežele, ki imajo polne zelo veliko in vsega tega, in tako je tudi on poln čipk in vezenja. In vonjev, ne? Ker njega to, Vesna, z vsemi čutili doživljaš to knjigo, ne? Bereš, slišiš vse. To glasbo, vidiš. Kričanje prodajalcev. Uboj, umori, ne vem kaj. No, skratka, vonjaš tudi ne samo kuhno, pa viski, ki so ga popili litre in litre, ampak tudi to blato, v katerem se valajo, ne? Ker to je knjiga, ki govori o temi, o našem nezavednem, ker je pisatelj bil takrat očitno zelo pod vplivom Freuda, tako da je v prvi knjigi tudi zapisal ta znameniti Freudov stavek, ne, ki se ga potem v knjigi seveda drži. Mora biti. No. Jaz se bolj spomnim, da je pri vsakem poglavju začel s citatom Marquis de Sada. Ja, to je pa drugi. Ampak zdaj ne bom znala na pamet. Vse je tukaj spredi, recimo Freud. Če dalje bolj pričenjam verjeti, da moramo v vsakem spolnem aktu gledati proces, v katerega so zapleteni štirje ljudje. In tukaj so štirje ljudje gotovo zapleteni in še več njih. Še več njih. Manca, kaj pa prvi citat ta od de Sada, prosim. Jaz se ne upam, to je manjšina knjiga, ne? Ker nisva še dobili v roke še vročo knjigo. Manca, sem pa zdajle pomislila, da jaz držim v rokah tvojo knjigo. Ja, mojo. In je to tako nekako tak intimen občutek, ker ko sem odprla knjigo, so podčrtani skoraj podobni stavki kot pri meni. Verjamem. Da ne bom zdaj tudi jaz preveč mistična, ampak res me je ganilo in tudi celi neke opombe. Zdaj pa pogled, na zadnji strani je pa glosarij, ker jaz si vedno knjige berem. Kaj je na zadnji strani? Glosarij, kje so te, da vem, te govori o ljubezni, smrti, o skratka. Slovar, glosarij, no glosarij. Neverjetno. Ja, ker ko pišem o teh knjigah za Buklo, mi zelo pomaga ta pregleden sistem, da najdem stavke, ki so me prebodli, kot bi mi srce nekdo zapičil, kot te derviši, ki imajo igle povsod in tukaj plešejo po Aleksandriji. Jaz tako čutim, da so to taki močni stavki, tako kot si ti rekla, ki te kar presunejo. Mislim, da je to prav njegova metoda, da je bil nabiralec, eni nabirajo školjke, oni pa nabirajo take stavke. In zdaj, misliš, da ni pisal po nareku, ker je recimo njegova hčerka, ta Safo Daral, je v bistvu rekla, da je zavidala očetu, kako je hitro tudi pisal. Verjetno v nekem, kot da bi bil v nekem transu. Zagotovo je pisal po navdihu, ampak ker jaz tudi sama te srčnice tako pišem, ampak imamo pa v svojem srcu že iz Akaše smo jih sprejeli davno, že nekatere stavke, ki se jih niti ne zavedamo, ampak pol, ko pademo v ta trans in pišemo, so te stavki samostojne osebe, ki pridejo na dan, ne, sej. Ampak hočeš povedati, Manca, jaz namreč to ves čas hočem povedati, ta glavna junakinja Justin, ne, no. Se
Mene so vedno zanimale take vznemirljive usodne ženske, Vemo. ali pa od žensk Dostojevskega do Mage Kortasarjeve, Millerjeve, konec koncev, ne nazadnje sta bila zelo povezana z Darrellom, ne. Millerjeva je bila in Mona in Mara in ne vem kaj, so bile tudi take strastne, fatalne, samodestruktivne ženske. Ta Justine je pa zame primer popolne femme fatale. Ne, če že kaj obstaja, ne, ponovno si jo je izmislil moški, ne tako kot večino likov. Seveda. In še nekaj je, verjetno zato, ker smo se takrat, ko sem jaz prvič brala ta Aleksandrijski kvartet in omamljena hodila po ulici in sva se srečale, tega se nekako spomnim. In si bila ti ena redkih, s katero sem lahko delila To ljubezen. to obsedenost. Sem pomislila, kako sta si v bistvu s to Justine podobni. Zelo. Ja, ti pa Justine. No, čist nič. V nečem ja. V tej enigmatičnosti, senzualnosti, v tem, da jo je zanimalo podzavestno. Ne govorim samo o neki tragični usodi njeni, jaz o tvoji tragični usodi nič ne vem. Ne? Ampak o njeni zgodovini, ki je imela take zelo težke stvari za sabo. Ne? No, hvala, Vesna. Ampak hvala. v tem, kako se je gibala, ne, med svetovi, ne? Med okultnim, duhovnim, zelo senzualnim, Ja. In kako je in znala kako brez... je tudi, ne da bi to počela namerno, obsedala moške. In ko se spomnim besed Rudija Šeliga, Daneta Zajca, Na zdravje. Vitomila Zupana se ne spomnim, ker ga nažalost nisem srečala, ampak vem pa, kaj je govoril. Skratka, ne. Aleksandrijski kvartet je čaroben. Ja, Kakor no, to sva obrnemo. hoteli. In zdaj smo pri mojem tretjem branju, ki se je pa zgodilo zdaj zaradi najnega pogovora, na katerega si me ti povabila, in jaz sem takoj dahnila da. Ne da bi kaj razmišljala, ker Vesni Milek jaz vedno dahnem da. No. Ja, jaz sem pa dahnila, da ko sem dobila to možnost, ne, da govorim s tabo, ne, o Aleksandrijskem kvartetu. Ženske se moramo podpirati, je zdaj svetovna mantra in medve se res, še prej ni bilo to moderno, so že to delali. Ja, to moram reči, da ti že dolgo delaš, celo dlje kot jaz, čisto malo. No, ampak zdaj, ko sem ga brala tretjič, Ja, in kaj se je sem zgodilo? poznala že te zgodbe, zdaj sem ga pa brala absolutno kot pesnika. Ker on je v bistvu pesnik. In njegov odnos do življenja je poetski, tako kot od Ferija Lainščka. To so... A res? Ja, Se ti zdi, da imata neko podobnost? Imata podobnost, da čuta to magijo, da ju vleče v to nezavedno. Feri Lainšček se mi zdi recimo veliko svetlejši, bi ga prej primerjala, ne vem, kar ga vedno primerjam, ampak nekako bliže čutim Markeza, ne? Gotovo. To gre v večje temine, no? To gotovo, ampak ta magičen svet, pa ta jungovski svet sanj, ker to pa da. so zelo pomembne sanje in Darrell, kako bova izgovarjali. Se mogoče pa ga narobe In Feriju. In tudi njuno izhodišče je enako. Ferij je 3-krat pisal knjigo o prvotnosti, Pojemi ljubezni, in v tisti knjigi se je on zmislil vodilo, ki se glasi: nikoli nihče ne bo mogel spoznati Rakovice, anonimni ribič, to je Ferij. In veliki pisatelji se tega zelo zavedajo, da je vse odvisno od tega testa, v katerem se mi gibamo, in če ga čutijo, nastaja lahko res presežna literatura. Enes Harič je en izjemen pisatelj tudi, ki ima v tej božanski knjigi Pesmi divjih ptic zadaj zapisan: ne bodi prepričan, da boš z novim odpiranjem oči zagledal isti svet. In to se nanaša zdaj na knjigo, Ja.
Se pravi, Aleksandrijski kvartet ti je prinesel nekaj novega. Ja, zdaj imam nove oči in mislim, da sem jaz tudi pristala zdaj v eni pesniški fazi. Ker ko slišim ta navdih, vedno zapišem srčnico, ne da ne rečem pesem. In sem zelo presenečena, kako se to prijemlja ljudi. Ne? Ker prihaja od tam, tudi gre čez vse ovire, časa, prostora, vsega. In zdaj sem bila najbolj pretresena nad zadnjo zgodbo te slikarke, Kleje, ki je izgubila roko, ampak ona je šele izgubo te roke našla svojo umetniško govorico, avtentično, izvirno. Ta roka je naslikala čisto posebne slike. In to je taka dobra metafora. No, in v bistvu, jaz sem se tudi pri tej roki, ko da jo takrat, pred mnogimi leti, sploh nisem brala iste knjige. No, vidiš. In ravno, ko se konča s to Klejo, me je v bistvu bolj pretresla zadnja knjiga. No, prva je pač najbolj magična. Prva je vstop v podzemni svet, senzualnosti, orienta, mislim, res posebna. Ne? Ampak Manca, kaj je pravzaprav ljubezen? Za ta Aleksandrijski kvartet so veliki umi pisali vse mogoče čudovite stavke in tekmovali v tem, kdo bo napisal boljšega. V smislu, kaj so vse ti obrazi ljubezni in kostumi ljubezni, ki jih je on razgrnil, ne, v tem Aleksandrijskem kvartetu. Ja. In kako je bil v bistvu modern. To je Aleksandrija 30-40 leta. Zelo moderna knjiga, tudi danes. Vsi obrazi in oblike ljubezni so noter, vse prevare. Ljubiš 4 osebe hkrati z drugačno intenzivnostjo, ampak ne moreš meriti ljubezni, ne moreš, ne mislim, moškega, žensko, 3, 2, mislim, skratka, sploh ne vem, no, kako lahko greš tako globoko, ne, v občutenju ljubezni. Jaz temu ne bi upala reči ljubezen, ker tudi tukaj nekdo reče, to so maske v bistvu, te ljubezni. Ne. Ampak, ker sem tudi sama hodila po teh labirintih, kot je naslov Temni labirint njegovega, tudi imenitnega romana, prav dobro vem, o čem govori. Ne moreš priti v svetlobo, če nisi fajn bredel po temi. Nemogoče. Ker svetloba se kaže samo v nasprotju s temo. Saj, če bi bila samo svetloba, ne bi v svetlobi vedeli nič. In zato tudi o ljubezni zvemo na tak način, da beremo Aleksandrijski kvartet kot knjigo, ki je v bistvu pisanje o neljubezni. Ker Justin je delila skrivnost s svojim možem, ki je vedel za te moške, od katerih je dobivala informacije in tako naprej. To so bili v neki funkciji. Ljubezen ni nikoli v funkciji ničesar razen same sebe. Potem zelo je pretresljiva tudi najbrž njegova osebna. Ja, dobro si rekla, mi kar imenujemo ljubezen, vse te oblike, to maškarado, sem rekla, kostume ljubezni. Ja, to so maske ljubezni, spod pa je resnično hrepenenje po ljubezni. Spodaj pod vsem tem je pa čista resnica. Nevarnimi razmeri, ne, v bistvu na Orientu, v nekem drugem mestu, ne v Parizu. In tudi ta pisma so tako pomembna in se veš, veliki pisatelj Lojze Kovačič je rekel, da se bo literatura itak morala vrniti k pismam, ker je to no, ampak najin prijatelj oziroma prijatelj Vitomila Zupana, predvsem pa dejansko v mesu in krvi prijatelj Lawrencea Darrella, ne, je Henry Miller, je pa ravno tako rekel, že leta 60, ko sta se še zelo družila in en drugega hvalila, tako da se ti zdi, da ni mogoče, da bi moški napisal moškemu tako visoko pesem, ne, o njegovi literaturi, ne, en drugemu. No, on
Miller je rekel tudi točno to kot Kovačič, da se do romani umaknili osebno izpovedni literaturi. Ja, da bomo hoteli brati samo še izkušnjo. In takrat v 60-ih ni nič vedel, ne o voajerizmu, ekshibicionizmu te vrste, kamor se je zdaj razfasal. Ampak o izkušnjah pa. O izkušnjah pa. In tukaj so zapisane mnoge izkušnje, ne? Tudi ne samo te ljubezenske, seksualne, brez ljubezni tudi, ne? Seveda, ker seks ni vezan na ljubezen, ne? Seks je vezan... A ni, Manca? Ni? Ne vem. Ja, tale že ne? Ja, ne, jaz sem mislila tako nasplošno, kaj... Nasplošno ni nasplošnega odgovora. Ni nasplošno, ne? Se lahko zgodi, da je to največja ljubezen, se veš. Ena gospa iz Ljubljane je pred mnogimi leti rekla, seks je srečanje z Bogom in so se vsi z nje norca delali, ne. V tej knjigi je pa precej takšnih stavkov. Med drugim, sam se ne bom spomnila, čeprav sem pisala za sobotno prilogo, ampak moji možgani postajajo utrujeni. Ta Perce Warden, ta pisatelj, pravi prav to, da kako bomo izgubili, ne, kako je že. Joj, no, zdaj bi pa imela plonk listek. No, nič hudega, lej. Ne, izgubila sem ga. Ampak njegovo ime si omenila. Nimam listkov danes, nimam plonk listkov. Meni je to tako všeč. Tako čudovito rečejo prav o tem, kar si ti zdaj načela. To, da v bistvu... Ampak dobro, da si omenila njegovo ime, zaradi tega, ker je tudi tako presunljiva ta incestna ljubezen med bratom in sestro, ki sta izgubila starše in sta bila drug za drugega najdeni polovici, bi rekli, romantiki, ne, v tem starogrškem smislu. In ona slepa, kar ni naključje, ker slep človek veliko boljše vidi kot gledajoč, ker mi, ki gledamo navzven. Slep človek gleda pa vedno navznoter. In ta pisatelj, njen brat, je tudi gledal navznoter. In ona dva sta se srečevala s temi notranjimi pogledi, ki so lahko tako erotični. Ne? In zato sta tudi potem šla v to spolno ljubezen, ker to od noter ven pride. Ne? Ta seks kot telovadba pa zmeraj ostane zunaj. Ne gre tudi nosna. Tako da ta incestuozna zgodba je tudi res tako presunljiva, da se dostikrat vprašam, koga začutim kot duhovnega brata, pravim, jaz sem Marija, saj če bi pa medva imela kaj, bi bil pa skoraj incest. Ker koga čutim tako močno. Da si ne predstavljaš, da bi se to konzumiralo tudi na tak način. Se mi zdi, da bi na nek način temu svetu nekaj vzela, kar pa ne bi rada. Ker potem bi se to razširilo še na druge svetove, meni pa tako lepo ostati v tem svetu. Zdaj pa mislim, da ti skoraj da ne sledim, Manca. Dobro, greva na Aleksandrijo. Greva na Aleksandrijo in sicer, ja, da malo strukturiramo to, vsi, ki so to brali, recimo jaz sem zdaj zaradi tega članka v sobotni šla pač kar globoko v research, morala bi pa globlje v knjigo, se bojim, ampak sem šla pač v to, kaj je kdo, ne, da najdem reference in je bilo ves čas predvsem to, ali bo Aleksandrijski kvartet pustil na nas tako sled, kot ga je, ko smo ga brali prvič, drugič. Se pravi, o Aleksandrijskem kvartetu danes, ali pa pred 5 ali pa 7 leti, pišejo samo tisti ljudje, ki so ga brali že takrat, ko je izšel, se pravi v 60-ih oziroma Žostin je prvič. Ja, 57, veš, to pa vem. Ja, 57 prvič, prvi roman, Žostin. Ja. Potem pa en za drugim, ne? Vse 4 knjige. No, in vsi govorijo o tem, da je senzacija drugačna. Ne? Da je vsakič berejo novo knjigo. Ampak kje so pa tisti, ki berejo to knjigo prvič? Kajti v Sloveniji sem našla zelo malo zapisov. Tebe najprej, potem je pisala
Prvi nacist 1963. Ja, ampak govorim Ja. v svetovnem smislu, ko je izšel. Žustin je išla. No, to ravno sem hotela reči, to je več kot pol stoletja sveta Saj nebesa. Žustin, ni Žustin. Ja, saj ni važno. Mi ne beremo nove knjige, mi beremo isto knjigo, ampak mi smo novi. In to je mene pri tem Ali pa smo aleksandrijskem, starejši. ne, Pa pri mogoče tem gledamo na novo, ja. aleksandrijskem kvartetu Mi tako smo novi, presunali. Sem rekla, točno lahko vidim 3 mance. Tisto, ki je prvič brala aleksandrijski kvartet, tisto, ki ga je brala drugič in tisto, ki ga je brala zdaj. To so 3 različne osebe. In tako ima vsak od nas v sebi zelo veliko oseb ali pa podoseb, kot je rekel Vitomil Zupan, zelo veliko jazov. Ni en sam, a ne? In integrirati vse te jaze še pred smrtjo, to je težko delo. Ampak zavedati se, da kot pravi Karič, ne, z novim odpiranjem oči boš zagledal, ne boš nikoli več videl istega sveta. To je zelo pomembno. In tukaj nas ta knjiga uči, zato bo imela veliko bralcev. Jaz upam, da jih bo. Ne, da bo imel aleksandrijski kvartet veliko bralcev, ker je korona kriza mnogim obrnila zunanji pogled navznoter. In zato je išel ravno ob pravem času. In sem prepričana, da kdor ga bo bral, bo presunjen nad tem, da je resnica nedosegljiva. Mi si mislimo, da kaj vemo drug o drugem. Figo freško, zelo malo vemo. Ne? In tukaj so na iste dogodke predstavljeni 4 pogledi in če bi imel še 5. junaka, bi jih bilo 5 in 6 in 7 in tako naprej. Vsak od nas resnico zgolj interpretira, se reče, doživlja na en svoj način. In ljudi doživljamo na svoj način. In vse. In zato smo tako enkratni in posebni in zato nam knjige take vrste, kot je Aleksandrijski kvartet, pomagajo, da se tega zavemo in da se začnemo sestavljati, ne? Kot bi rekel Jung, ne? Da se to integrirana osebnost sestavlja iz vseh teh delov, ki so razkopljeni širom sveta. Ja, ker beremo 4 različne zgodbe, Ja. ki se potem Ja. sestavljajo v Ja. celoto, tako kot naše Ampak, resnice, ja. ne, ki jih iščemo razdrobljene v koščkih ogledal in jih potem sestavimo. Ja, točno. V tem smislu je to intrigantno. Ja. In zato bo to zelo brana knjiga. In tudi, v kaj se pa zapelje ta konec, ki je meni seveda zdaj všeč, takrat mi pa sploh ni bil, ker sem prebrala prvič, nekaj, to je slab konec. Ampak vseeno opaziva, ker ima ta knjiga tudi ene elemente kriminalke, trilerja, vse. umor, samomor, pobeg, to je tudi avtorja vedno vznemirilo, on je ves čas hotel pobegniti. Ja, saj tudi je parkrat. Se tudi je pobegnil. Ja, predvsem ampak je potem je hotel- ugotovil, kaj pravzaprav pomeni pobeg. ne. Ja. Da pač nikoli ne bo zares pobegnil. Hotel je najprej pobegniti angleški kulturi, in ki jo je črtil in sovražil še Anglijo z njo vred. Predvsem pa vedno bežimo sami od sebe. Ne? In to In pisanje... iščemo rajski otok, ki ga je on na nek način iskal. Ne? In Ja. v Grčiji, ne? Saj to je bil pisec Sredozemlja, ne, Ja, ne angleški tako je, pisec. saj ne, zato to. je pa tako Tudi meni to, kar si všeč. napisala o tem temnem labirintu, ne? To je Kreta, Minotaver. Ne? Mislim, on je res, tako kot Miller, ko je pač na njegovo povabilo prišel končno v Grčijo in napisal eno najlepših, ne, Kolos iz Marusija. Tako je tudi Lawrence Durrell, pisec Sredozemlja, ne, med Ja. drugim. Ja. Samo Midve sva pa- večinoma ga imamo pa, vsaj pri nas, ne, zaradi tega izjemnega prevoda tudi Mire Mihelič, pač pesnika tega mesta. Ne. Ja. Tega mesta Aleksandrije. In bi te res vprašala, Manca, si bila kdaj v Aleksandriji? Jaz sem bila v Kairu, žal v Aleksandriji ne, ampak tisti Kairo sem tako zavohala, ne, da, in piramide in to, in hopti in to me je vedno privlačilo, seveda sem šla gledati tudi te piramide.
in se sprehajala s kamelo po puščavi, tako da ne. Ampak hotela sem reči, Vesna, saj so tudi mi dve hčeri Sredozemlja, gotovo ne kakšne hladne Gorenjske. Sredozemlje, ja, je naše, ja. Mislim, govorimo zdaj o temperaturi človeški. Se mi zdi, da jaz zdaj razmišljam, kateri aspekt, čeprav si že tako čudovito začela zaključevati. Aspekt se mi zdi, s katerim konča te 4 romane, ki je en sam, in mi prvi sploh ni bil všeč, ker se mi je zdel za lase privlečen, zdaj pa končno mi je zelo všeč. Pa paziva, da če bova kaj razkrili. Ne bova, ker samo pelje do odgovora na to, kaj je resnična umetnost. Kajti na koncu postane ona res odlična slikarka, z umetno roko, ne? On pa končno prepozna, da bo pisatelj. Skozi se je otepil tega, ampak na koncu je pa prišlo to dozorenje, ali kako je to prevedeno, dozorel je za to, da bo lahko napisal to, kar mu je za napisati. In bilo mi je, kot da me je vse vesolje rahlo sunilo pod rebra. Kakšen super stavek. Ker ko nekaj razumeš, se stresa vse vesolje. In ta knjiga bo stresla mnogo vesolij. Jaz ne moram ničesar več vprašati, pravzaprav. Mislim, bi rada, ampak se mi zdi, da pa to je pa nekaj najlepšega za konec. Da se pustimo temu potresu, da nas in upam, da je Beletrina izdala dovolj knjig. Nekaj se bo zgodilo. Jaz sem jo začela ne glede na to, ko nisem še imela povabila, da bi govorila s tabo, kajti še ena ženska je, ki pa naj obe povabila, da bi govorila druga z druga. Sem jo jaz prebrala, ne vem zakaj, me je poklicala, se pravi, pač veliko bolj zapacane platnice. In me je ravno to presunilo, da jaz prvič sem brala, v resnici se mi je zdelo, da sem brala samo prvo knjigo, to usodno knjigo. Ja, mi obje sva na istem. In zdajle je pa prišla v ospredje Klea in prav to iskanje te, mislim, to, da se odpre kreativnost. Takrat, ko se rodiš v ustvarjalca, ne samo, da hočeš biti, ampak ko se rodiš v to, ko se zgodi. Ja, ker to mislim, da se siliti ne da. Ker oba siliti, vsi ljudje tukaj nekaj silijo, in nekaj hočejo. Pa ne gre. In poskušajo, in želijo, in iščejo. In volja, in moč, in oblast, in denar, nič ne pomaga, dokler se te ne dotakne ta vesoljska energija, milost v našem svetu imenovana. V tem svetu ima kakšne druge besede. In to je tako dobro povedano, da razumeš smisel vse te teme, v kateri piše, ki končno, ko greš skozi te temne labirinte, prideš svetlobo, tako kot v tem romanu Labirint. Ona dva sta prišla skozi v povsem drugačen svet. In jaz mislim, Vesna ljuba, da smo zdaj čist na enaki prelomnici časa. Ezoteriki pravijo, prihaja ločitev duhov. In to je ponavadi v predvojnem času, ampak zdaj smo na nekem načinu, v nekem podobnem času. Ločitev duhov. Ja, in ločitev duhov nam zastavlja vprašanje, ali boš šel na stran teme, ali boš stopil na stran svetlobe. Vmesnih poti pa zdaj več ni. In Aleksandrijski kvartet pokaže, da je možen ta čudež, ta magija, da si bil in si mislil, da si v temi, ampak na konci pa ugledal svetlobo svoje ustvarjalnosti in prave ljubezni.
Manca, čudovito. Hvala ti, Vesna. Lorenz je po moje ganjen zdaj. Ja, medved tudi smo hvaležni zelo. Tako da. Upajva, da bodo bralke in bralci posedeli po tej knjigi in da se bo zgodilo to pogovarjanje o njej. To se mi zdi super, da se lahko To se mi zdi, da se spet obuja, oziroma ko se bomo lahko pa še v kavarnah pogovarjali, ne? Ja. Se bo pa to po moje še bolj začelo dogajati. Bomo znali bolj ceniti. Ja, gotovo. In tlele veliko življenja se je tukaj zgodilo v kavarnah. Vse zato. Med ogledali. Ja. Tako da hvala Manca in hvala vam in se vidimo v kavarni, upam, čim prej. Beletrina v živo.